mene so na sprejemnih izpitih vprašali, kako bom se soočala s stopnicami. Res sem bila ful let zadnja. Tako, ali pa predzadnja, tako res ne, 6-7 let, pa se je zgodilo, da sem premagala jih par, pa spet padlo dol. Tako, in mi je zanimivo, da nikoli nisem obupala. Gospa na CSD v Brežicah mi je rekla, a pa ste vi sigurna, da bi delala, a ne bi raje to nadomestilo dobila. Pa kje pa res, ne vem, a ti, ko gre invalid, mi prvo opazi z voziček ali človeka gor. Dobrodošli v podcastu Posavskega obzornika. Po nekaj premora se vračamo z novo gostjo. Današnja gostja je Nastja Fiolič, paraplesavka, svetovna prvakinja v paraplesih, sicer diplomirana fotografinja, ustvarjalka video vsebin, ki ima diagnosticirano spinalno mišično atrofijo, zaradi katere je že od rojstva na vozičku, kar pa ji ne preprečuje, da bi živela polno življenje, kot lahko vidite po mojem opisu sodeč. Hvala lepa, Nastja, da si prišla k nam, da si vzela cajt, da si prišla. Kak si kaj? Ja, v Posavju, v mojem rodnem kraju. Dobro, drugače sonce je spet, hvala Bogu. V redu, hvala. Zelo lepo si me opisala. Hvala. Drugače živiš pa delaš v Ljubljani, a se veliko vračaš v Posavje oziroma v Brežice, okolico Brežic? Ja, drugače sem skapel, bi se rekla. Drugače mi je ful zanimivo slišati ta posavski naglas, ki ga pač ni, ne. Ja, tako ne dost, ampak vseeno imam tle bazo, starše, sestro, pač familijo, tako da, ko so te družinske zadeve, rojstni dnevi, valjda, pridem sem, Božič, drugače sem pa ja v Ljubljani, ker vseeno se tam dogaja načeloma. Bi rekla, da si že kar prava Ljubljančanka ali da si še malo Joj, Ljubljančanka. Kapevčanka, kako se to reče? Posavčanka, ne vem. Ja, kaj pa vem, v Ljubljani je trenutno tako stanje, da jaz rečem tutti frutti ljudje, ker pač iz vseh koncev sveta so pri nas. Zdaj, stalno prebivališče sicer imam tam, ampak po srcu pa Posavčanka, ne. Pravilno, pravilen odgovor. Zdaj, v uvodu sem te že opisala, imaš različne hobije oziroma ukvarjaš se z različnimi stvarmi. Kako bi se pa recimo opisala nekomu, ki te še ne pozna, kot kaj prvenstveno? Trmasta. Kar zakompliciran karakter. Zabavna, pa vedno najdem neko rešitev za problem in prav tako najdem problem za vsako rešitev. Aha, torej je to nek krog. Tako, ja, tako. Never end, nikoli se ne konča. Ja. Zdaj, kot vse dobre zgodbe, lahko začnemo kar na začetku. Torej, nekako s svojim otroštvom, ne, odraščala si v Kapelah, v Brežicah, že od rojstva imaš diagnosticirano torej spinalno mišično atrofijo. Mi lahko poveš kaj več o tej bolezni oziroma o simptomih? Zdaj, ta diagnoza, ko sem se rodila, je bila še dosti neznana, bi rekla, no, v Sloveniji. Tako da so starši imeli, tako kot sem jim povedala na začetku, kar ene kolobočje, da so sploh prišli do tega, kaj je z mano. Namreč nisem štartala hoditi. Postavljala sem se na noge, ampak sem vedno padala. Nisem mi pa tako nič videlo, da bi lahko rekli, ne vem, ji pada glava, se ne postavlja na noge, tako da pri 4 letih, 3 so me dali na testiranje, pač pediater, takrat so še to vse, mislim, da v London ali v Ameriko pošiljali. In po kar nekaj časa so ugotovili, da imam spinalno mišično atrofijo tip 2. To pomeni, da moje mišice niso dovolj močne, da bi lahko, v bistvu vse, kar je bliže trupa, je bolj švoh. Medenica, ramena, sam trup. Sicer pri meni so roke še koliko toliko okej, ampak noge pa recimo čutim vse, ne morem pa zdaj, da bi lahko stegnila tukaj nogo ali pa se oprla. Tako da, kaj to pomeni, če jaz 10-krat dvignem roke, bo v 7. šlo že malo težje, ne, zdrave mišice lahko pa, ne vem, 50-krat naredi ponovitev. Bom te pol še v nadaljevanju vprašala malo, kak je to pol v paraplesu oziroma Ampak zdaj smo še na otroštvu. Kako bi pa recimo opisala pol svoje otroštvo? Si imela kdaj občutek, ne vem, da si drugačna od sovrstnikov oziroma ali si dobivala mogoče tudi od njih ta občutek? Vem, da si hodila v običajno šolo, mislim, ne prilagojen program. Ja, tako. Ja, tle lahko se zahvalim staršem, ker so bili zmeri, so me malo kot enakopravno, v smislu z njo ni nič narobe, ima zdravo glavo, ne. Pač sam nisem mogla hoditi in tako tudi jaz sama sebe vidim. Vesela sem, da so pač nekako stali za tem, da so hoteli, da gremo v navadno šolo, ker seveda
CSD in vse, aha, otrok je invalid, otrok s posebnimi potrebami, moramo ga nekam dati, kamor paše. In takrat je bilo tudi tako, da ne glede na to, ali si imel motnje v duševnem razvoju, pač ali si bil samo oviran invalid, pa v glavi zdrav, to je bila vse ista skupina, ne? In tam so oni hoteli mene dati. Seveda je za sabo to potegnilo tudi to, da kamorkoli sem šla v navadne programe, ni bilo nič dostopno, ne? So bile vse povsod stopnice, enako je bilo v Mavrici Brežice, ne vem, kako se zdaj imenuje. Je isto. vrtec Mavrica, še vedno, ja, mislim. In še dan danes imam na Facebooku prijateljico Anico, ki je bila moja vzgojiteljica v vrtcu. Lepo. Ja, tako da pa spet naprej, osnovna šola, spet navaden program, spet boj z stopnicami, osnovna šola takrat ni imela dvigala in nekje, mislim, da v 6. razredu je varnostnika v križu ščipnili in so bili tako, mogoče pa rabimo dvigalo, ne? In takrat je cela šola zbirala papir, da smo pol naredili tisto dvigalo, ki mislim, da še dan danes deluje. Aha. Tako da skozi so bile te neke prebijanje ledu, bi jaz temu rekla. Pol kasneje v Ljubljani pa tudi sem se vpisala na Akademijo za likovno umetnost, seveda še zdaj je vse nedostopno. Jaz sem se eno leto sicer borila s temi stopnicami, ampak na koncu me nesli sošolci, pa hišnik, pa sam dekan je rekel, da bo poskrbel, zato mene so na informativcih, na sprejemnih izpitih vprašali, kako bom se soočala s stopnicami. In pa če sem jim jasno dala vedeti, da to ni moj problem, da prvo moram biti sprejeta, drugo pa, a nismo enakopravni. No, kasneje sem potem tudi izvedela od enega profesorja, ki nas je imel grafiko, da v bistvu me niso hoteli sprejeti, ker niso vedeli, kako bojo pač s tem handle. In so v bistvu pol, se je ta profesor nekako rekel, da to je totalna diskriminacija, ne. Oni sicer so me potem sprejeli, ampak prvi letnik sem tam naredila, potem sem se vpisala na VIST. Zdaj v bistvu mislim, da Akademija za fotografijo, Visoka šola za fotografijo, kakorkoli sem tam dokončala študij. Tudi tam so bile stopnice, ampak je bil pa vsaj pač dekanja takratna, zdaj že pokojna, je rekla, vse bomo dali v pritličje oziroma v prvo nadstropje, da te ne bojo rabili nesti gor. Še zmeraj so me sošolci pomagali, za kar sem jim še danes hvaležna, ker smo pač res imeli lepe vezi. Tako da ja, je pa potem faks šel na novo lokacijo, ko sem jaz končala študij, kjer pa je bilo dvigalo, tako da nekaj smo pa nekaj je bilo, ne. Torej bi rekla, da se zaradi tebe so v bistvu dogajali neki premiki, kar se tiče dostopnosti. Mogoče v teh ja, mogoče ustanovah. ne, rada verjamem, da sem dostikrat tista prvi, mislim, rada verjamem, čutim, da sem tista prvi, ko prebije let. Ampak ja, če ne bila jaz, bi bil pa mogoče čez 5 let en drug. Ampak prav je, da so vse fakultete, vsi študiji dostopni, ker vem, da veliko gibalno oviranih oseb se odloči za, ne vem, ekonomijo, fakulteta za družbene vede, ker je to pač najbolj obširen faks, najbolj, se mi zdi, da največ opisov gre tam in pač je najbolj dostopno, ne. Zanimivo, sploh ne pomislimo ljudje, da se v bistvu bi Ja. zaradi tega odločali oziroma da si ti recimo tudi zaradi tega menjala pol faks in tako. Ja. Imaš drugače na ta obdobje ali pa na obdobje šolanja lepe spomine ali so nekako zaznamovani s tem neprilagajanjem? Ali imaš vseeno pač neke Ne te vem, lepe jaz spomine? sicer prej sem spustila srednjo šolo, ampak moje najljubše obdobje je bila srednja šola. Tudi bivši ravnatelj je bil tako do mene, res mi je dal vedeti, da karkoli rabim, naj povem. Ekonomska šola, smer medijski tehnik, je bila meni ena ljubših izbir oziroma odločitev, ki sem jih naredila, takrat sicer zelo mlada, ampak še zmeraj dobra odločitev. In imam lepe spomine, ker sem imela tudi res dobre sošolce, tudi šla sem na maturantski izlet z njimi, nič ni bilo dostopno. Oni so me nosili, oni so mi pomagali, tako da res sem vesela, da sem imela te ljudi okoli sebe, da jih še imam, no. To je res dobro. Kaj pa recimo starši, rekla si, da te niso zavijali v vato, tudi ne že v otroštvu, da so se na nek način borili, da si šla tudi ti v običajno šolo z normalnim, Ja. običajnim programom. A so te bolj spodbujali tudi recimo, da poskusiš neke stvari, zaradi katere so mogoče nekateri rekli, da jih nisi zmožna ali pa to pa Ja, Nastja ne mislim, more. Starši mi res nikoli niso dali vedeti, da sem invalid, po domače povedano. Še mami me je poslala na navaden avtobus, pa sem bila tako, mami, ne boš, ne. To mi da vedeti, da me sprejema kot sebi enako, ne. Mislim, da ni bilo nekih omejitev. Prej so mi rekli pejt, kakor pa pač ne iti, ti to ne moreš, ne. Tudi sestre sva bile zelo enakopravne. Mislim, jaz sem bila starejša in tako, kakor se zagre, sem bila tudi zmeraj kriva za vse. Tako da, ja, tle sem tako, kakor vsi. Zdaj, v enih intervjujih si omenila in tudi zdaj govoriš, da
ljudje so na tebe pogosto gledali, kot da ti v bistvu nič ne manjka, ne? Tudi sama na nek način daješ tak vtis, to se mi zdi zelo pogumno, zdiš se mi kot neka pozitivna, zabavna oseba, ki je ne zaznamuje invalidnost oziroma gibalna oviranost. A si bila taka že od nekdaj, ali na nek način to pride z leti, pa tudi z izkušnjami, Ja, takimi to se zdaj sliši, drugačnimi? jaz sem stara 60. Ne, sorry, prosim. Ne, zdaj v redu. Pa kaj pa vem, mislim, da nekaj nam je prirojeno. Ne predstavljam si, da bi bila neka ful tiha miška, ker bi bila nekaj v ozadju, kar še ne pomeni, da ne bi bilo za mene poskrbljeno. Ampak definitivno izkušnje te postavijo in ti naredijo trdo kožo. Ne vem, na faksu sem šele jaz ugotovila, da je en kup stvari, s katerimi se bom mogla soočati. Ker šele faks mi je dal vedeti, ko me je spet dal v študentski dom, kjer so bile edino en študentski dom, ki je imel dostopne sobe in tam smo bili vsi invalidi, ne? Jaz nisem mogla zbirati, zdaj bi bila pa ne vem, v bloku 8, ker mi je tam bolj kul ali pa neki. Tako da ja, pač to, pa sam faks, pa novi ljudje, tako da v Ljubljani sem šele v bistvu nekako dobila občutek, ok, invalid sem, ne. Tudi verjetno, ko si sama šla nekam, ne, od Ja, doma, stran, ja. niso ti mogli tudi pomagati, ne, recimo starši Ja. pa bližnji niso bili tako blizu. To je res. Sicer imela sem neke kolege, ki sem lahko računala na njih, tudi Društvo študentov invalidov, včasih še ni bilo asistence po osebi, ampak je bilo tako, da smo imeli v študentskem dobu 2 ali pa 3 asistente, ki so bili na voljo in smo jih lahko pač prosili za pomoč. Zdaj, eni so jih uporabljali tudi za nego, tuširanje in take zadeve, tudi sama kdaj, če sem potrebovala, ampak to je bilo tako, ne, mogel si, ne vem, imel si uro za tuš ob 7 zvečer, recimo ni bilo tako neke go with the flow, ne, ampak si vseeno mogel malo gledati na te zadeve, zdaj vseeno bistveno drugače, osebna asistenca, ne. Tako da, ja, ful enega prilagajanja, ampak po drugi strani pa tudi tako sem spoznala veliko ljudi, ki so mi pač mimoidoči mogli pomagati, ker sem sredi Ljubljane ostala v snegu, pa neki pač take stvari. Veliko verjetno anekdot imaš iz takih in drugačnih verjetno. Mogoče napišem knjigo, kom Ja, 60. evo. Pa obstaja recimo kak nek stereotip o invalidnosti oziroma gibalni Pa oviranosti, vem. ko bi ga lahko takoj ovrgla ali pa da rečeš, to ni Stereotip. res. Ne vem, ker živimo v takem obdobju, da je vse sprejemljivo in vse se podpira, Okej. mi pa ni všeč, da se ne dogaja toliko inkluzija v smislu, meni gre ful na živce, no, ker se invalide kupčka. A veš, tudi recimo v Ljubljani, ko imamo neprofitna stanovanja, vsi invalidi za neprofitnimi stanovanji smo locirani na neki točki, ne. Ni malo tukaj, malo tam. Saj razumem, lažje je dati na kup ljudi, ki imajo enake potrebe, ampak po drugi strani pa se mi ne zdi fair, ker še zmeraj sem enakovredna družbi, delam, doprinašam zadeve in ne vem, zakaj se to tako tretira. Stereotipi za invalide, zdaj si me pa dobila. Lahko me vprašaš, pa ti rečem, Already. to ne velja. A mogoče se še vrnemo lahko k temu, oziroma bomo še imeli tekom pogovora priložnost za to. Zdaj me zanima malo o plesu, malo več o paraplesu. Okej. Ne? Zdaj, ko sem te malo raziskovala, sem videla, ne, lani si v bistvu postala torej 2-kratna svetovna prvakinja v paraplesih v 2 kategorijah, Ja. ki sem si jih zapisala, čakaj. Okej. Prosti slog pa power chair, a sem prav? Ali ne? Ne, ampak ti bom Oj. razložila. Drugače je kar zakomplicirano, tudi sama nisem ful časa razumela, kaj to je. Okej. Lansko leto je bilo na novo narejena kategorija Power Chair, to pomeni električni vozički. In znotraj tega imamo 2 kategorije. Prosti slog, freestyle, to je pač zbereš si en komad, narediš koreografijo in vedno nastopaš na isto in si sam na odru. Potem je pa druga kategorija, ki se imenuje single, conventional. To je pa 5 plesov, 2 standardna, pa 3 latinsko-ameriški, ki so pa v bistvu je pa, ne vem, 5-6 plesalcev gor, solistov in to pleše. To je zelo podobno, kakor pri standardih in latinsko-ameriških, ko gledaš pare, tudi zdaj so ful solisti tam popularni, ampak no, zelo podobna situacija. No. Torej, ti imaš v bistvu 5 teh plesov, ki jih plešeš enega za drugim, ali imaš vmes kako pauzo ali pa Zdaj, če karkoli? imamo, ne vem, osmino finala ali pa četrtfinale, pol se runde mešajo, se pravi, plešeš, ne vem, valček pa tango, pa greš dol, pa pol odplešeš sambo, pa greš dol, pa rumbo, pa tako pač. Kako je pa recimo, ne, prej si mi rekla, da lahko, ne vem, 10-krat dvigneš roke gor, predvidevam, da moraš ne, veliko delati z rokami tudi, pa s trupom. A se ful utrudiš verjetno, že, ne vem, pri zadnjih plesih ti že malo... Ja, mislim, ker zadnji jive je najhitrejši in sicer je ful energičen, pa tako zabaven, ampak ti ima samo v glavi, umrl bom, pač res. Ampak to vsi, tudi hodeči. Tako bom rekel, ful je kompenzacije. Jaz sem plesala vsaj 10 let na navadnem vozičku, se pravi na ročni pogon, plesnem.
Ampak glede na mojo diagnozo in glede na vse, kar smo mi probali narediti, jaz nisem bila konkurenčna. Ker enostavno ni bilo tiste, a veš, če sem jaz se osredotočila na to, da imela ful velik premik, pol nisem mogla s trupom pa z rokami delati, ne. In zdaj pa na električnem vozičku, to ni ta, na katerem danes sedim, ampak je en drug, ki ima ful hitrejšo odzivnost, ful se hitreje vrti, nižji naslon. S tistimi pa to omogoča, ker mi da v bistvu premik in se jaz lahko osredotočim na gib telesa. Seveda mora biti telo in voziček zelo povezano, ker to so nekako moja nožna tehnika je voziček, ne. In ja, prej si omenila roke gor pa dol. Zato imamo različne kategorije, ker če ima nekdo poškodbo zelo nizko, pomeni, da ima zdrav trup, ne, in ima zdrave roke. In jaz ne morem tej osebi konkurirati, zato smo ločeni v bistvu v 3 skupine, ne. Da je recimo fair play, ampak parašport in general ni nikoli fair play, ker je ful odvisno od tega, kakšno predispozicijo imaš. Verjamem. Kako si pa sploh prišla v stik s paraplesom? Si to že od nekdaj mogoče želela? Ne, okej. Ne. Od kod sploh ta neka ideja, želja? Jaz imam od vedno ful rada glasbo, tudi imam ene 6 let glasbene šole narejene, igrala sem synthesizer, hotela sem sicer klavir, ampak zaradi pedal pol sem šla na synth, pa kitaro, pa tako. Ampak še zmeraj mi je bil vedno tisti moving, ki mi je bil najboljši, tudi recimo trema za nastopanje. Jaz z glasbilom, jaz sem mislila, bom umrla, ko sem mogla nastopati. Da plešem, meni je to ful dobro, ne. Tako da je že tle ta razlika. V bistvu sem pa prišla v plesni klub Zebra, tako, ker sem jim hotela promocijski video narediti, ne, ker se pač s tem ukvarjam. In pol je bilo tako, okej, se to ni tako slabo, pa smo se malo hecali, pa daj pridi, sem prišla na trening in pol kar ostala. Aha. Tako, pač sem prišla še na naslednjega in pol sem ugotovila, da je to pa ful dobro za moje telo, da imam malo muskel fibra, pa da se spravim kam iti, pa saj veš, študentska leta te zelo mogoče fokus stran vzamejo zaradi vseh ali partijev ali kakorkoli se zgodi. In to mi je bila neka taka stvar, da sem se nazaj, da sem neki ritem dobila, no. In neka mi je bilo rutina, všeč, ne. tako, Ja. tako da sem ostala. Pa si že od takrat, ko si začela plesati, imela v glavi, da si želiš mogoče tekmovati, ali je bilo to bolj nekak hobi, ne kot nek profesionalno, kako si pol sploh prišla do tekmovanj? V bistvu je bil bolj hobi na začetku, sem pa po naravi precej tekmovalen človek, ne. In ko je trener rekel, daj, mogoče bi pa bilo fajn, da greš probat na državno ali pa na kakšno manjšo tekmo. Okej, pojdimo, itak si ne veš, kaj predstavljati, ampak pol, ke tista muzika štarta, meni je bilo pač carsko. Imaš tiste koreografije, jih odplešeš, valjda navijajo za tebe, tebi je dobro, pol pa še rezultat, če je super. Jaz sem bila ful let zadnja. Tako, ali pa predzadnja, tako res ene 6-7 let, pa se je zgodilo, da sem premagala jih par, pa spet padlo dol. Tako, in mi je zanimivo, da nikoli nisem obupala. Tako da sem se še zmeraj vrnila in to je po mojem samo zato, ker mi je tako dobro to. Tako da, Cilj je, ja. da uživaš načeloma v tem, kar delaš, ne, oziroma v tem športu, ki ga To je delaš. res, to je res. Pa si imela že pred tema naslovoma svetovne prvakinje kak bolj neke pač kak dober rezultat oziroma Ja, med prve v bistvu v prva trenutku, ko mesta? sem jaz prestopila na električni voziček, se je opazilo, v bistvu sodniki so me gledali 10 let, pa so v bistvu pol prišli do trenerja ali pa do koga od slovenske ekipe, pa so vprašali, če sem nova. Oni sploh niso vedeli, v bistvu, niso si, tukaj sem bila neopazna takrat in ja, se je zgodila pač ta kategorija. Tudi v bistvu jaz sem na električnem vozičku premagovala ljudi, ki jih prej nikoli nisem, ne, ker se me je dejansko opazilo. In ja, pol sem v bistvu 2 leti sem plesala na električnem, pol smo pa sicer ciljali na dober rezultat, ampak nikoli ne veš, kaj se zgodi, včasih kakšni novi pridejo. Rusi so zelo dobri sicer, ne, ampak nimajo sicer še človeka, ki bi plesal na električnem vozičku, ampak v trenutku, ko bo prišel, vem, da Bo. mogoče bo kar vojna. Ja. Ja. Mislim, vojna na parketu, da ne bo kdo kaj. Ne. Pa se spomniš onega momenta, ko si izvedela, da si prva, 2-krat prva? Kaj ti gre po glavi takrat? Si pričakovala sploh? Verjetno predvidevam, da ne. Mislim, pričakovala sem tako mislim, tako 4., 3. mogoče, ne, ker sem šla direktno v finale, pa sem pol si upala, ne, ampak res je bilo tako, itak, ko so povedali, okej, super, ampak je pa himna začela, se pa Ja, tako so zdaj solzice verjetno. in Noro. je kar crazy, no, tako. Jaz sem šele pol čez par mesecev tako, okej, dajmo zdaj s tem nekaj narediti. A veš, nisem čist
dojela. Pa tudi ne promovira se to, tako da ne dojameš to kot Ja. neki ful. Mene zanima, kako drugačen je trening paraplesalcev v primerjavi z nekimi običajnimi plesalci, oziroma kako izgledajo tvoji treningi? A imaš to, predvidevam, da večkrat na teden, ali se tudi prilagodi glede na tvojo utrujenost mišično, oziroma kako? Ja, pač zdaj z vsakim individualen pristop je ful. Ker, kakor sem že rekla, eni imamo spinalno-mišično obolenja, eni imajo cerebralne paralize, kar je poškodba možganov pač ob rojstvu zaradi pomanjkanja kisika, pol imamo kakšno, pač Amir Alibabić je tudi kar dober na električnem vozičku in on ima recimo imel kap, ne, v otroštvu. Pa pol še različne zadeve, tako da čisto različno. Jaz tukaj, ker treniram, tukaj rabim tudi pauze. Jaz ne morem vsak dan biti 4 ure v dvorani, ker bi po moje po 10 dneh sem padla dol in me ne bi bilo en teden. Poleg treningov, ki jih imam načeloma 2-krat na teden, da preplesujem zadeve, imam tudi 1 do 2-krat na teden bazen, plus fizioterapijo, ne? Ker ni dovolj. Jaz sicer, tako bom rekla, ker sem jaz začela plesati na električnem vozičku, sem rekla, to so neki avtomobilčki, pa se vozijo, ne? To je pač totalno boring. Čisto iskreno povem, to je neki easy, tam joystick pritiskaš, pa kad ti začneš, da moraš trup imeti raven, da v bistvu je sila vozička ful močna. Mislim, mene dostikrat po treningu noge bolijo. Pa imam zvezane, ampak ker se toliko upiram, pa odrivam, dejansko celo telo dela, ampak zaradi tega, ker je to sedeč položaj, moram pol še, ne vem, glih zaradi tega imam fizijo, pa plavanje in take zadeve. Tako da, ker smo v unem vrhuncu, da se pripravljamo na neko, ne vem, evropsko prvenstvo, pol res vsak drug dan definitivno mora biti neka aktivnost. Torej, predvidevam, da si kar zaposlena oseba, ne? Treningi in fizioterapije, bazeni ti vzamejo kar, predvidevam, da veliko ur v tednu. Ja. Poleg športa se pa ukvarjaš s fotografijo, a ne? Torej, si samostojna podjetnica, torej, oziroma ne samo s fotografijo, tudi za ustvarjanjem videov. Ma itak v Sloveniji, tako da moraš vse znati, ne. Ali grafičnega oblikovanja, ne, drugače najrajši imam montiranje videov, pa snemanje mi je tudi kul, fotografija mi je pa tako, zadnje 2 leti delam to, kar moram, no. Nisem, ne vem, spomnim se, kdaj sem zadnjo vzela fotoaparat, pa Res? šla malo fotkat. Ker to se mi zdi, da s telefoni ful delamo, ne. Ja. Kljub temu, da smo To je res. fotografi. Drugače si pa diplomirana fotografinja, oziroma a te je prej fotografija bolj vlekla, pa si pol šele spoznala, da v bistvu imaš rajši video, ali Mislim, sej ne kako vem, je če to? imam odvisno od obdobja, odvisno kakšen projekt imam. Pač video mi je ful dinamičen, ful se enih stvari lahko zgodi, je pa tudi težji, se mi zdi, ne. Mislim, fotografija je pa lepo statična, ampak dober kader je ful težko dobiti. Tak, zanimivo. Kako pa recimo, kako težko je pri nas v Sloveniji, ok, ti si samostojna podjetnica, kako težko je dobiti neke službe oziroma zaposlitve kot oseba z invalidnostjo? A si kdaj zaradi tega imela občutek, kot da te pač nekdo bi vzel, ampak te pač ne, zaradi tvojih omejitev? Ja, itak. Mislim, to se mi dogaja že od 15 leta, ko sem začela delati v manjših zadevah. Drugače, moja prva služba je bila Mladinski center Brežice na vstopnini. Pa mi je bilo ful fino, pa tudi takrat je Simona Potočar vodila te zadeve. Zdaj ne vem, mislim, da se zdaj drugače piše. Nema pojma. No, kakorkoli ona me je v bistvu porinila v to, ker je videla, da sem zmožna, pa da lahko, ne. Tako da to itak. Dostopnost, pa ljudje se ustrašijo, pa pol sanitariji so dostikrat problem. Jaz sem trenutno zdaj 3 tedne zaposlena tudi za 4 ure kot usklajevalka osebne asistence. Vmes sem opustila malo to, pa sem zdaj šla nazaj, ker v bistvu delo na espeju je zelo težko. Se mi zdi, če nimaš nekega ful širokega spektra, pa če se ful ne promovira skozi, zdaj ne vem, jaz, ali je to izgovor, ali je dejanski problem, ful kompenziram s treningi in to. In pač vmes, ker veš, ful žongliram med tem, kam je bolj pomembno, ne, ampak še zmeraj na koncu jaz od plesa nimam denarja, nobenega, v bistvu večji minus kot plus in moram delati, ne, tako da zato sem se pol tudi odločila, se za 4 ure zaposlim, ker je bila priložnost. Pač ja, težko, jaz ne morem iti vseh porok fotkat, recimo, ker kaj pa, če glih tisti moment bo tam stopnica, ne, pa takšne zadeve. Tako da ja, lovim neke projekte, ki so mi dostopni. Kaj pa misliš, da bi se po tvojem mnenju moglo spremeniti, da bi osebe z invalidnostjo imele več te neke dostopnosti na trgu dela? Mislim, a gre to samo za neke posameznike, ki ti pač bi mogli iti nasproti, ali to bi moglo biti, ne vem, zakonsko recimo uveljavljeno ali pa karkoli? Zdaj, jaz bom samo to rekla, čeprav se mi zdi, da se mogoče 80% invalidov z mano ne bo strinjalo. Mi imamo v zakonu zelo dober
zakon o vključevanju invalidov, ki v bistvu dobiš nadomestilo za minimalen znesek plače. In vsak invalid, ki preden vstopi na trg dela, lahko dobi to nadomestilo. Jaz sicer se temu ne poslužujem, ker mi je to neumno, ker se mi zdi, da sem zmožna dela, kljub temu, da pač imamo vere. In vem za ljudi, ki vseeno so tudi zmožni dela, pa so še bolj fizično zmožni, kot jaz, pa prejemajo te zadeve. Tako da mogoče tle, da bi se to zadevo omejilo. Po drugi strani, ne, pa nimajo priložnosti, da bi se zaposlili. Sicer podjetja dobijo neka olajšava za invalide, če jih zaposlijo, ampak marsikomu se s tem ne da ukvarjati, ker je zakonodaja brutalna. Pač, da ti zaposliš invalida, izgubiš živce. In jaz verjamem, da se pač folku s tem ne da. Tako da tle je na obeh poljih neki. Ne. Tudi meni se več ne da včasih boriti za stvari, pa tako v redu bom pa imela to nadomestilo. Tudi gospa na CSD v Brežicah mi je rekla, a pa ste vi sigurna, da bi delala, a ne bi raje to nadomestilo dobila. Ne? Tako pač ne. Se mi zdi, veliko ljudi te hoče poriniti v to, da bi vzela ta nek easy way out. Ne? Ja, ker Oziroma je lažje lažjo nadzirati, opcijo, ne. Ja, Ja. tudi za njih je lažje v bistvu. Ja, ne. definitivno. Imaš tam pokupčkane, oni dobijo, Ja. ampak kaj pa ne z minimalno plačo. Jaz sem v neprofitnem stanovanju, na katerega sem čakala, mislim, da 6-7 let, še zmeraj plačujem ful. In kaj? Da dam tisto 600 evrov, od česa naj živim, ne? Mislim, to je realno stanje. Torej, v bistvu si se dejansko super znašla, a ne, da imaš NSP in zdaj si za 4 ure zaposlena. Ja. Vzameš pač vsako priložnost, ki jo lahko. Ja, se mi probam zdi. dobiti tako, da je meni dobro, pa da še zmeraj ne izkoriščam stvari, ki bi jih lahko, pa da nisem na nekih minimalnih, ne, mislim. Mislim, da vsak zdrav v glavi bi tako razmišljal, razen ki se mu pač res ne da. Res je. Take posamezniki pa vedno bojo in Ja, in med vedno invalidi so in in med vedno bojo. hodečimi. Ja. Točno tako. Zdaj, govorili smo torej tudi o nekako tvoji ljubezni do video, do ustvarjanja video vsebin, a ne? Včasih si tudi veliko objavljala na Facebooku, če se ne motim, tudi na YouTubeu, ne? Razne zapise, vloge, imela si tudi podcast, torej v bistvu si bila voditeljica podcasta. Tam si v bistvu nekako ozaveščala tudi, ne, o življenju z gibalno oviranostjo in javno si izpostavila tudi neke neprijetne izkušnje, ki so se ti zgodile. Torej, bilo je ena na vlaku, bila je ena na letalu. Če želiš, nas lahko malo na to spomniš, kaj v bistvu, ali pa Ja. mogoče ne, neke najslabše izkušnje, ki so se ti zgodile, o kateri si tudi pisala na Okej. Facebooku. Ja, zdaj veliko sem o tem pisala. Zdaj, zakaj sem jaz mislim, nisem čist pustila, ker tu pa tam se še zmeraj pojavim, še zmeraj iskreno, dost sem imela tega, da sem invalidka skozi neki teži. Ker so me tudi še zmeraj me tako nedolgo nazaj, sem poslala dopis v Tivoli bazen, ker me niso sploh hoteli dati v vodo, ker asistentka ni bila z mano prisotna ali v vodi, ali pa me gleda, kako plavam. Ker asistentka je sicer bila z mano, ampak ker imam psa, sem rekla, daj me v bazen, jaz odplavam, čez 40 minut prideš po mene in to je to. Jaz se zavedam, da pač sem plovna, plavam, ne bom utonila. Če me bo kap, mislim, da sem enakovredna ostalim plavalcem, da me reševalec reši. In ker je on podal mnenje, da pač ni odgovoren za mene, sem jaz bila tako, kdo pa je pol? In on je rekel asistentka, seveda ni asistentka odgovorna zame. No, da skrajšam. Jaz sem pol napisala dopis, ker se mi to ni zdelo prav in nisem bila edini invalid, ki se mi je to zgodilo. Še nekaj me jih kontaktiralo, a tudi tebe niso spustili v vodo. Pa so to ljudje, ki se sami z avtom pripeljejo na bazen, se dajo iz avta in se preoblečejo in dajo v vodo. In potem pridem naslednjič in reče reševalec, to je ta, ki se je pritoževala. Pač stari, če bi ti upravljal svoje delo, se jaz ne bi pritoževala, ne? In potem skozi v bistvu te to zasleduje, zato sem tudi malo rekla, da se mi enostavno več ne da, pa da naj še drugi kaj naredijo, ampak hočeš nočeš, se mi zdi, da je to neko moje poslanstvo in da tu pa tam pa vseeno moram malo zaropotati. Kar se pa tiče nekih slabih izkušenj, ja, kukar jo vzameš. Če bi bile stvari poskrbljene tako, kakor treba, da bi vsak vedel, kaj je njihovo delo, vem, da do tega ne bi prihajalo. Zdaj, Slovenske železnice so že pase, ampak potem se me tudi najbolj ljudje spomnijo. Pač ja, dali so me tam na un vlak za kolesa oziroma un vagon in noben ni prišel pač pogledati, a sem okej ali ne. Jaz sem to malo v šali takrat posnela, dala na Facebook in valjda mediji so to pobrali. Kar nič. Druga stvar je bila pa ja, tožila sem Turkish Airlines, s katerim sem v bistvu med presedanjem padla.
Asistent je takrat v bistvu skrbel za moj voziček, ker smo zamujali in voziček je treba odklopiti, ker imam električne baterije, jih je treba izklopiti, čez disconnectati. Pač to z vozičkom leteti električne mi Bog pomagi, ker ima 150 kil in pol se ful komplicira glede tega, pa še zmeraj ne bi bilo treba, ker vsi vemo, kaj je ta voziček, zakaj, kako se ga izklopi, ampak če tam vidiš vrtesa, začne kar nekaj klikati in ti ne moreš nič narediti, ne. Poleg tega Turčija, angleščina, kaj je to? Ja, in se mi pač med presedanjem zrcala padla na ramo, v bistvu vmes med sedeže, zgodila se je poškodba, neka tekočina se je razlila in pol v bistvu nisem mogla na naslednje tekmovanje, kar je tudi ogrožilo mojo udeležbo na svetovnem prvenstvu, ne. In jaz sem se takrat počutila tako razvrednoteno, ker jaz tudi nisem 16 ur šla na WC, ne, 15-16 ur, ne. Noben ni prišel do mene, a je kaj narobe ali karkoli, poleg tega na napačen sedež so me postavili. Pač ful enih stvari je bilo in sem si takrat rekla, jaz sem človek in tako pač z mano ne bo noben delal. No, zdaj ta zadeva je še sicer v obravnavi, kaže, da bo šla zadeva čez, ampak 1 leto od tega še kar čakamo, tako da bomo videli, kaj bo. Torej ful veliko enega nerazumevanja, a bi rekla, da glede na to, da smo v 21. stoletju, da je ta svet, ne samo, če gledamo neke slovenske firme ali pa slovenska mesta, ne, Ljubljana, Ja. Brežice, tudi o tem lahko malo spregovorimo, kako se ti to zdi glede prilagoditev, dostopnosti in tako dalje, razumevanja, ampak tako svetovno gledano, ne, svetovne firme, letalske družbe in tako dalje. Se zdi, da so še vedno pač ta odnos do invalidov, ne samo ta neprilagojenost, ampak predvsem ta odnos tudi, a ne? Pač saj to odnos je, mislim, še kar se ne zavedamo, da smo vsi ljudje. Mislim, ne vem, nekaj časa nazaj sem prebrala, da se je Trump odločil, da pa on več, da za invalide več ne bo poskrbljeno, da je vsak odgovoren zase na letalu in da to je pač to, če moreš, če ne, ne. Ja, okej, kaj, ne, tu podpiramo enih stvari, pa na koncu za neke osnove nimamo poskrbljeno. In ja, v bistvu pri 31 letih sem prišla do zaključka, da tista stvar, ki ima največ denarja ali pa je najbolj promovirana, tista bo najboljša. Kar je pa daleč od resnice, ne. Kaj bi si pa ti recimo želela, da bi ljudje bolj razumeli, ne, o življenju z invalidnostjo, oziroma kako bi ti želela, da bi družba pristopala? A bi mogoče bilo to, ne vem, da bi nekdo, ki ima sam izkušnje s tem, on lahko upravljal, ne vem, razne projekte, dostopnost in tako dalje, ne pa nekdo, ki predvidevam, da ni imel nikoli stika s tem, Ja. če na nekem položaju. Saj to se mi zdi največji problem, ne, ker se pač ne vpraša. Mislim, v Sloveniji imamo en kup nekih neprofitnih organizacij, Nacionalni svet invalidskih organizacij, društev, vsega res ni, da ni toliko ljudi z izkušnjami, pa ki bojo znali povedati, ampak se ne pristopi do teh ljudi in pol naredijo po svoje. Mogoče ne v slabi veri, ampak enostavno ne vejo, ne. Zdaj, niti ne bi hotela, da ljudje nekako drugače gledajo na mene, ampak samo tako, daj vprašaj, a rabiš klančino tle, koliko rabiš velik WC za invalide, a rabimo ta velik lijak dati noter. Pač ne rabimo, ker čisto nobenemu zares ne pomaga, pa tista ogromna školjka, ki vsak not pade. Pač tako neke take standardi so narejeni, po katerih se to štanca že od ne vem kdaj in tudi. Ne pa, da bi recimo te obravnavali kot neko individualno osebo, bolj komunicirali s teboj, ne? Mislim, verjetno. kar se tiče recimo letalske družbe, tle je bil problem komunikacija, ker že noben te ni razumel, ne. Ti si jih vprašal, what is going on, oni, don't worry, pač, ne, in to 2 ure v ene. Ja, nobenih Tako, informacij, pač nič. take stvari, komunikacija, pa ja, ljudje na položajih, da znajo povedati stvari, pa se lotiti. Torej, te izkušnje si opisala, zapisala na družbenih omrežjih. Kakšni so bili pa recimo ti neki odzivi, a ne? Rekla si, da so se mediji na veliko odzvali na to. Kaj pa odzivi bralcev? A si dobila neko pozitivne komentarje ali so bili tudi kakšni negativni vmes? Ja, seveda so negativni, pa saj tako smo narejeni, ne, pač pluva čez vse, pa to je največ. Ne, drugače sem imela ful enih lepih stvari, veliko nekih staršev se je obrnilo na mene, veliko, mislim, tako vsakič dobim neke ta sporočila, ki mi je res lepo, da pač se zahvalijo v smislu, hvala, ker opozarjaš na neke zadeve in ker pač govoriš o tem. Ampak ja, so pač tudi tisti slabi. Mislim, meni je človek, ki je že ful let invalid, pa ke sem ga imela za enega večjih intelektualcev, rekel, pa kaj se tle s temi Turki bockaš, to je tvoja napaka, to si ti vse. A veš, in tako ne, stari, ker še zmeraj starejši ljudje
se mi zdi, da so mnenja, mi moramo biti tihi in sprejeti to, kar nam dajo. Jaz pa ne bom tih, ker delam enako kot vsi ostali in sem enakovredna družbi in tudi želim, da mi družba to vrača. Tako da, ja, plusi pa minusi pa se izmeri tako. Ja, zmeraj v tem življenju. Torej, če se ne motim, imaš tudi osebno asistenco. Zdaj, jaz velikokrat vidim neke oglase, kjer ljudje, osebe z invalidnostjo iščejo osebnega asistenta, pa pol se to sfiži, pa spet iščejo. Kako v bistvu težko je in v praksi recimo najti pravega človeka za to, urediti si vse stvari. Si imela ti kakšne težave pri tem ali se ti je, hvala Bogu, vse poklopilo? Ja, mislim, težko je najti pravo osebo, ker mi invalidi med sabo se hecamo, da je pač osebni asistent enako kot partner, samo da z njim nimaš intimnega odnosa, ker ga gledaš cel dan, ker se mora z njim nekako ujeti karakterno, pa tudi ta človek, recimo jaz imam asistentko, ki ona more mene pač predstaviti. Ona more biti si udobna s tem, da me vidi nago, da mi pomaga. Pač. In tudi meni to ne sme biti cona udobja oziroma neudobja, zaradi tega, ker pač to je pač življenje. In če tega ne bom sprejela, potem bom doma ležala v postelji cel dan. Tako da zdaj pa so različni. Ne? Imaš ful vrst invalidnosti, od tega, da eni so na dihalnih aparatih, ponoči rabijo obračanja, imajo skašljevalnike in take stvari, do invalidov, ki so, ne vem, motnje v duševnem razvoju, potem jaz, ki sem nekje na pol, ne, glede fizične pomoči. In ja, veliko se išče, tudi jaz sem jih že nekaj zamenjala, ampak po parih letih se mi zdi, da težko nimaš nekega prijateljskega odnosa, čeprav jaz sem zagovornik, da neko mejo moraš vedno imeti, ker če ne, gre to ful hitro v skrajnosti takšne in drugačne. In ja, je pa res, da tako kot so hodeči naporni, tako so naporni smo tudi invalidi in verjamem, da marsikdaj tudi kakšnemu asistentu vrže ven varovalko pa reče, dosti imam, da odpoved in zato pač določeni ljudje spet iščejo in tako. Jaz sem tudi pred kratkim 3 mesece nazaj sem iskala in sem našla. Dala sem oglas na Facebook, iščem, nudim zaposlitev in se mi je prijavilo nekih ljudi. Mi je pa noro, recimo 10 ljudi sem povabila na razgovor, od tega mi je 6 jih javilo, da pride, od tega sta prišla 2. Ostali so zginili. Tako. In mi je tako, kaj je z ljudmi, ne? In slišim, da je to na vseh področjih, ne samo osebna asistenca. Nimajo niti neke odgovornosti, Ne, ali pa da bi in ti vsaj javili. potem takem, kaj naj s tem asistentom? Prva stvar, ki je to, da je pač točen in da pride, ne? Ja. Veš. Tako da, ja, je pa fajn osebna asistenca, ker me lahko vozijo okrog, ker sem ful bolj aktivna, pa ker imam vedno nek backup, če se karkoli zgodi, da mi lahko pomagajo, ne? A torej, imaš osebno asistenco samo, ko greš ven iz stanovanja? Ne, ali tudi tudi doma. imaš tudi doma Ja, ne. za, mislim, Mislim, za vsa gospodinjsko opravilo, ne vem, jaz ne morem posle prevleči, recimo, ne. Ne morem pomiti po tleh, mogoče bi, če bi pa bi trajalo 3 ure, ne morem banje spucati, ne morem, tako pač takih stvari, ki v bistvu so samoumevne, ne morem cenko piščanca dvigati ven iz pečice, pač take zadeve, ne. Tako da zato je asistenca. bi pa rekla, da s temi asistentkami pa asistenti, ko si jih imela do zdaj, da si imela nekako pozitivno izkušnjo, koliko jaz razumem, no, ali pa da ni bilo mislim, kakih... z vsemi imam še kontakte, tako, z vsemi bi šla lahko na kavo in rekla, da smo okej. Smo si pa ljudje ful različni in tudi jaz sem zelo težek karakter, se mi zdi, da včasih se prenaša, tako da. Ja. Moraš tudi najti neko osebo, ki ti tudi paše, ne? Ja, Karakterno, definitivno. Ne predstavljam si, da bi, mislim, mene recimo bi zelo motilo, da imam asistenco, ki bi mi bila neka mama, ne, ki bi pa to moraš tako, to moraš tako. Ne, Tega ne smeš, definitivno ne. Ampak enim bi pa to pasalo, tako da različno. Zdaj, zgledaš kot zelo pozitivna oseba, ampak predvidevam, da imaš tudi kak dan, ko ti ne gre vse po načrtih oziroma neke slabše dni. Kaj bi rekla, da te recimo takrat motivira ali pa na nek način dvigne? Mislim, veliko ljudi me povezuje s pozitivnostjo, jaz bi bolj rekla, sem realist. Okay. Kaj me takrat, ne vem, kaj pa tebe? Zanimivo. Ja, ne, mislim, Ja. pač, če moraš nekaj narediti, moraš, ne. Je pa res, da dostikrat se poslužujem kvota, fake it till you make it in to je to. Aha, to je Ja. pametno. Ja. Te je tudi meni všeč. Ja. A imaš kdaj občutek, da te recimo ljudje vidijo samo kot neko osebo z invalidnostjo, ne pa pač kot Nastjo, kot dejansko osebo? Kaj bi recimo želela, da ljudje najprej vidijo, ko tebe spoznajo?
Ne vem, jaz mislim, da kar hitro pristopim do človeka, da ve, ne glih s kom ima opravka, ampak da ve, da če imam asistenta s sabo, da se pogovarja z mano, ne z asistentom. Pač, saj pravim, to je zelo težko povedati in zelo različno, mi je pa fajn, da me vidijo prvo kot osebo, ne pa kot, ampak je pa res, da Ja. ne vem, a ti, ke gre invalid, mimo prvo opaziš voziček ali človeka gor? Ja, na žalost mislim, da se Ja, ne. najprej opazi voziček. Saj tudi po moje jaz, če bi gledala. Čisto vizualno, Ja. ne, Meni je ful mislim, smešno, ne. ker imam očala, ne, in če Aha. nimam očal gor, sem pol tako vidim voziček in ne vem, kdo je gor in pol ne vem, a poznam tega človeka ali ne, tako da potem tudi sklepam, da ljudje pač prvo opazijo voziček in mi je pa fajn, če nimajo nekih zadržkov, pa vprašajo. Veliko sem tudi na osnovnih šolah, predavam učencem mojo osebno zgodbo in to so 3., 4. razredi, ke tu možgani delajo vse smeri, ne. Ja. In mi je ful dobro, ker tam jaz zmeraj rečem, vprašajte človeka, če vas kaj zanima, in vsi smo si med sabo različni. Če jaz čutim noge, še ne pomeni, da Janez Novak čuti noge, ne. Tako, in mi je to ful dobro. Da se Verjetno te širi. tudi v 3. pa 4. razredu brez zadržkov vprašajo neke stvari, a Ja. ne, kot je verjetno Ja. odrasla oseba mogoče si mislila, jaz te pa res ne bom. Ja, mislim, ful je teh nekih, ne vem, kako si nogavice obujem, a grem spat, a spim na vozičku, a veš, take neke osnovne Ja. stvari, ke pol se vprašam, en me je vprašal, če uporabljam navadno ščetko ali električno. Če imam toliko moči, da, ne, pa Ja. sploh ne bi pomislila na Ja, to in mi je tako da, zanimivo. ja, veliko. Pa si predavaš v šolah bolj v Ljubljani ali bolj v Posavju, ne? Ko smo se prej pogovarjali, si rekla, da v bistvu nimaš več veliko stika z Posavjem, ampak da si bolj Ja. v Ljubljani. Ja, mogoče sem tudi sama kriva, ker ko sem jaz šla v Ljubljano, sem Posavje pustila za sabo na nek način. Malo se mi je tudi zamerilo, ker sem imela dosti slabih izkušenj v smislu nedostopnosti in sem hrepenela po tej samostojnosti. In vsakič, ko sem se vrnila v Posavje, je bilo tako, spet te Brežice, spet ne vem, kje bom šla na WC, spet bo, ne, te zadeve, pa imam še zmeraj ful ljudi v Brežicah, ki so mi najbolj pri srcu, ne. Zdaj sem malo spremenila ta mindset, ker so tudi Brežice se ojačale, kar se tiče dostopnosti. Kar se tiče pa osnovnih šol, pa sem bolj v okolici osrednje Slovenije, ker to delamo v sklopu Zveze za šport invalidov Slovenije, ki imajo pač projekt parašport, v bistvu Paralimpijski športni dan se imenuje, pa v bistvu parašporte različne probavajo otroci, pa imajo pa tudi življenjsko zgodbo od enega parašportnika, pa tako. Pač zanimiva zelo zadeva zanimivo. in upam, da bomo tudi kdaj šli širše, ampak je zelo težko, ker je pač locirano v Ljubljani, jaz pa bi z veseljem prišla tudi kdaj v Posavje. Jaz mislim, da bi ziher kaka šola bila vesela, da bi te lahko gostila, no. Ja. Ali v sklopu tega projekta, ali Tako. pa tako, da čist ti prideš kot Nastja. Se strinjam. Kaki so pa recimo tvoji cilji za prihodnost, tudi kar se tiče plesa ali pa kar se tiče kariere? Ja, želim si ustanoviti svojo plesno šolo. Wow. Ampak to je tako, ne. To je en tak ogromen zalogaj. To ali pa imeti svoj fotografski studio in delati v tej smeri. Trenutno, mislim, skozi žongliram in ne vem, kaj bo, oboje ne bo šlo, ne. Bi si pa želela, zdaj, čisto iskreno, kjer bo več denarja. Dobro, kaj to tako, bomo ne. dali ven kratki izsek, a veš, da se to da. Ja. Ja, boš videla, kam te odnese, Tako. oziroma, ne, kje Si pa želim pač v parašportu veliko. Rada bi tudi mogoče šla, ko zaključim s plesno kariero oziroma ko zaključim s tekmovalnim delom, šla za sodnika. Imam tudi za prvo stopnjo voditelja narejeno zadevo, tako da želim si to naprej dajati, no. Ker mi je tako fino. Zdaj, torej, lani 2025 si postala dvakratna svetovna prvakinja. Imaš naprej v prihodnosti, ne vem, letos ali pa drugo leto, kakšne večje tekme, se pripravljaš za kaj? Ja, mislim, pri nas je tako, da je vsako drugo leto je svetovno prvenstvo, vsako drugo leto je evropsko. Letos imamo evropsko prvenstvo, se pravi, treba je narediti normo, treba je čez državno prvenstvo. Veliko tekmovanje na drugih celinah, kar je zdaj malo problem, ker se dogajajo te zadeve po svetu. Tako da bomo videli, kaj bo. Si pa definitivno želim še vsaj 2 leti biti na parketu, pa mogoče. Aha, Ja. okej. Mi smo že skoraj pri koncu, mislim, da smo obdelale dobro. več različnih področij. Zdaj imam še par enih takih hitrih vprašanj za konec za tebe. Mali bom preuredila, ker zdaj smo ugotovili, da ti fotografija tako spet ne veseli. Mislim, tudi me, no, ampak Ne, odvisno od dneva pa. razumljivo. Ja.
Kaj počne Nastja na svoj prost dan? Spi. Aha. To je zelo Spim, zaradi tega, ker kratko. nimam nikoli časa spati. Ja. Katera je tvoja najljubša glasba za ples? Latinsko-ameriški plesi, samba, salsa, tudi kakšna rumbica. Zdaj, moje vprašanje je bilo, katera tvoja fotografija, ki si jo slikala, ti je najbolj pri srcu? Lahko pa tudi poveš, recimo, kateri tvoj video ali pa nasplošno vsebina, ki si jo ustvarila. Najbolj sem si zapomnila, ker sva z Darkom Petanom snemala Trubarjevo, ki so jo takrat preurejali in smo to hoteli v bistvu še v medije malo poriniti, da bi še malo dostopno naredili. Takrat smo se najbolj zabavali. Tako da te zadeve, ki smo delali, pa najljubše mi je fotografirati svojo nečakinjo Mijo, ampak zdaj imam še eno Julijo, tako da po moje sta one dve moji najljubši. Kaj te trenutno najbolj veseli v življenju? Moj pes. Ja. Lepo. Kaj bi rekla mlajši sebi, oziroma kak nasvet bi ji dala? Pa, da ima nekaj klišejskega. Ne, drugače mislim, da to, da res ne poslušaš ljudi okoli sebe. Ker če ti čutiš, da ti vratal, ti bo. In da sam pejt. Moje zadnje vprašanje je, če bi lahko ljudem sporočila eno stvar o življenju z gibalno oviranostjo, kaj bi to bilo? Nikoli ne pričakuj, da ne boš ti naslednji. Ker je vedno lahko neki. Ali ti, ali tvoj otroc, ali to v družini. Tako da imej v glavi, da noge niso svete. Prav tako ne možgani. Ja. Tako. Mislim, svete, samoumevne, ja. Tako. Mi smo prišli do konca. Meni je bilo res v veselje se pogovarjati s teboj. Izvedela sem veliko novih stvari. Upam, da so tudi poslušalci, vem, da so definitivno odnesli kaj od tega pogovora, dobrega, pozitivnega. Hvala lepa, ker si vzela čas, da si prišla to dolgo pot iz Ljubljane do Brestanice in da se boš fajn imela zdaj, ko boš doma za vikend. Hvala lepa, hvala za vabilo, pa ga v Posavje. Mi se pa vidimo v naslednji epizodi podcasta.